Pozdravljeni! Danes je dan za obravnavo nove male pisane črke in danes je na vrstnem redu črka R. Tudi danes ne pozabi na pravilno držo nalivnika in lastnega telesa. Poglej torej, kako je obrnjena konica nalivnika, ta mora gledati proti stropu. Pazi, da nalivno pero držiš s palcem in kazalcem in da nalivnika ne držiš prenizko ali pa previsoko. Bodi pozoren, da nalivnika ne pritiskaš premočno ob podlago in da nalivnik gladko drsi po zvezku. Pazi tudi, kako sediš za mizo. Pokazana imaš dva različna načina zapisa male pisane črke R. Poglej ju. Opaziš, v čem se razlikujeta? Te zapis črke R v rdečem okvirčku spominja na zapis pri kateri od črk, ki smo jih že obravnavali? Mogoče na začetek črke N ali pa na zgornji del rokice pri črki O? Kaj pa zapis črke R v modrem okvirčku? Prepoznaš kakšno znano potezo? Te tale dolinice na sredi črke R na kaj spominja? Mogoče na črko U ali V? No, predlagam, da se dogovorimo in se danes posvetimo zapisu črke R, kot je zapisana v rdečem okvirčku, saj je takšen zapis črke najpogostejši, po mojih izkušnjah pa učencem dela tudi najmanj težav. V nadaljevanju si boš pogledal zapis posamezne črke. Glede na to, da nimaš predlog, tako kot si jih imel za prve črke, boš tako kot zadnjič predlogo izkoristil kar na ekranu računalnika ali telefona. Najprej si poglej posnetek zapisa posamezne črke. Po zapisu se ti bo na računalniku naslikala predloga za pisano črko. Takrat, ko boš imel to predlogo pred seboj, posnetek za nekaj časa zaustavi. S prstom nežno nekajkrat potegni potezo po zraku pred ekranom, kot bi to počel po listu. Ko boš potezo nekajkrat potegnil in ti bo poteza posamezne črke prišla v rokico, takrat nadaljuješ z ogledom posnetka. Enako naredi tudi z naslednjo črko. Črko R zapisujemo tako, da začnemo s potezo pošev načrta navzgor, zgoraj naredimo krajši ovinek in gremo s potezo s črto naravnost navzdol. Se vračamo po tej isti črti nazaj in naredimo navzgor ravno špičko. Se vrnemo po špički rahlo navzdol, naredimo rahlo dolinico in krajšo rokico navzgor. Ponovim zapis. Torej navzgor, krajši ovinek naravnost navzdol, se vračam navzgor, naredim kot nek kljunček, se vračam, krajšo dolinico in rokico. Pogledal si zapis črke R. Sedaj posnetek zaustavi in po zaslonu nekajkrat po predlogi zapiši črko R. To počni toliko časa, dokler ne boš imel občutka, da razumeš poteze pri zapisu te črke. Nato nadaljuj z ogledom zapisa posameznih besed. Na enak način, kot smo si pogledali zapis črk, si bomo pogledali tudi zapis posameznih besed. Najprej poglej filmček, kjer je prikazan zapis besed, nato pa po predlogi potegni s prstom, ne pozabi pa zaustaviti posnetka. Poglejmo si zapis
besede rima. Zapišemo torej črko R, tako kot smo se je naučili. Se vračam torej nazaj, naredim rahel klunček, rokico pa tokrat torej pustim tule zgoraj in črko RI že pripnem na tole rokico. Rima. Rokica tule mora biti dovolj visoka. Dodam piko na I. Poglej zapis besede rima, zaustavi posnetek in nekajkrat s prstkom prevleci besedo. Sedaj bomo zapisali besedo rana. Tudi tu je črka R prva, torej jo lepo zapišemo, črko R je prva. In tudi tokrat, torej ne gremo čisto navzdol, ampak črko R tule zgoraj pripnemo na črko A. Poglej in prevleci zapis besede rana. Sedaj bomo zapisali besedo mir. Tu pa R ni prva črka, ampak je zadnja. Ja? Torej najprej zapišemo začetek besede, kot običajno. In tule tokrat od spodaj zapišemo običajno črko R. Dodam I na piko. Zapis besede mir, nato posnetek zaustavi in nekajkrat s prstkom prevleci poteze te besede. Kaj pa, če je črka R v sredini? Zapišimo besedo ura. Zapišemo torej črko U, pazimo, da je tu zgoraj špička. Zapišimo črko U tako, kot jo znamo, torej naredimo rokico in sedaj rokico povežemo s črko R. R zapišemo, zdaj je pa rokica tule zgoraj in torej R in A povežemo višje. Poglej zapis besede ura, zvadi poteze. Zapišimo še besedo vrv. Pri V-ju torej moramo paziti, da je črka V ožja, če se spomnite, torej rahel ovinek, črka V je ožja, ima zgoraj zopet rokico, nadaljujemo s črko R in tudi črka R ima zgoraj rokico in nadaljujemo s črko V. Vidite, obe črki sta si rokici podali tule v višjem delu. Poglej zapis besede vrv in zvadi poteze. Sedaj bomo pa zapisali še eno malce daljšo besedo in sicer besedo vreme. Začnemo torej s črko V, nadaljujemo z R-jem, ki se v E poveže v zgornjem delu. In nadaljujemo v črko E. Upam, da si bil pozoren, da si črko E nadaljeval tule navzdol in da ti ni iz nje nastala mašnica, tako kot se zna zgoditi. Poglej zapis besede vreme in s prskom tudi sam potegni poteze. Si boš najprej pogledal zapis črke R in nato tudi besed v zvezek lisička. Potem tudi sam zapiši najprej črke, nato pa tudi besede v zvezek lisička. Črka R zapiši v 2 vrstici, besede pa zapiši po 1 vrstico.
Ne pozabi, med posameznimi črkami in besedami puščaj zaprstek prostora. Pomagaj si s primerom mojega zapisa. Poglejmo si še zapis črke R v zvezek lisička. Tudi črko R zapisujemo v vrstico s trebuščkom. Ja, to najprej dobro pogledaš, torej, da se nalivnik nahaja v vrstici s trebuščkom, potem pa narediš poševno črto do tele sredinske črtice, rahel ovinek, greš naravnost navzdol, se vračaš naravnost gor, narediš takole rahel kljunček in rokico. Z rokico se pripneš zopet na tole sredinsko črto. Ponovim, torej poševno, rahel ovinek, naravnost navzdol, se vračam, naredim takole kljunček in rokico. Pazim, da ne grem s tole rokico prenizko dol, vidite, ker tako lahko uničim lep zapis črke R. V zvezek lisička zapiši 2 vrstici črke R. V lisičko bomo zapisali tudi besede. Najprej bomo zapisali besedo rima. Pogledam, da sem v pravi vrstici in začnem pisati. Torej črka R, podam rokico do srednje vrstice, zapišem I, med posameznimi besedami spustim za prstek prostora. Nadaljujem čez celo vrstico. Naslednja beseda je rana. Zapišem še besedo mir. Torej s tole rokico do sredinske črte. Dodam piko na I. Zapišem besedo ura. Pazim, da je tu špička. Podam rokico zgoraj in zapišem črko A. Beseda vrv. Pazim, da je črka V dovolj ozka, zapišem R in dodam črko V. Zapisala bom še besedo vreme. Pazim, da pri E-ju grem naravnost dol. Da mi ne nastane mašnica. V delovnem zvezku za opismenjevanje lahko na strani 100 dopolniš zapis črke R. Zapisuješ lahko tudi besede, saj poznaš že vse črke, ki so vključene. Bravo! Zaključili smo še 1 uro slovenščine in danes spoznali že 11. črko male pisane abecede. Odlično napredujete in vedno več besed bomo lahko zapisali. Ne pozabi, vaja dela mojstra, a le če vajenec dela vajo. Prijazen pozdrav, do naslednjič!